Kmetijstvo in podeželje bosta v prihodnje še bolj odvisna od skupne evropske kmetijske politike. Slovenija bo kot majhna država na tem področju potrebovala še več podpore. V času globalizacije je kmetijstvo zastalo v slepi ulici in potrebuje hitre in konkretne rešitve. Mislim, da bo šlo tudi slovensko kmetijstvo po tej poti precejšnje diverzifikacije naprej. Sam osebno pa vidim eno od največjih priložnosti v naslednjih letih, tudi na osnovi novih tehnologij, direktne povezave med proizvajalci in potrošniki. In tu mislim, da imamo na podeželju veliko priložnosti. Slovenija bi lahko zaradi svoje geografske lege v prihodnje na področju kmetijstva igrala pomembno vlogo v evropskem prostoru. Ali gre slovensko kmetijstvo ter razvoj podeželja v pravo smer? Oui. Parce qu'il y a une conscience humaine de prendre en compte ce patrimoine historique, paysager, culturel, agricole, et de le considérer comme une véritable ressource de développement, donc, et ne pas gâcher la ressource. Il y a un souci permanent de qualité dans ce qui est entrepris dans ce pays. Na žalost je v Sloveniji vse preveč birokracije, ta pa bolj kot ne zavira kmetijstvo in razvoj podeželja. Tudi pri izgradnji gozdnih cest, ki so potrebne pri spravilu poškodovanega lesa, ki ga je povzročil lubadar, so posamezniki prepuščeni sami sebi ter birokraciji. Ta pa nikakor ne pomaga, če pa pomaga, moraš dostaviti kup papirjev, pri katerih pa na koncu izpade mali ali srednji kmet. Es war noch nie alles so rosig, wie es erschienen ist. Die gute alte Zeit, die gibt es nicht. Und die Landwirte haben genauso an der Entwicklung teilgenommen. Sie haben industrialisiert, sie haben auch die Technik genutzt. Es gibt inzwischen bessere Tierhaltungsformen, andere Möglichkeiten, die Fläche zu bewirtschaften, das Land zu bewirtschaften. Und trotzdem hat der Verbraucher die Garantie, tatsächlich hochwertigste Nahrungsmittel zu erhalten. Slovenija za razvoj kmetijstva črpa evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Največ so tako pridobile velike kmetije, kateri se spodbujajo in jim pomaga Evropska skupnost, male in srednje pa so v propadanju. Subvencija se mi zdi, da ni to ta prava zadeva. Ta prava zadeva bi bila za kmeta, da bi bila cena proizvoda toliko več, da bi s tisto ceno lahko živel, ne da dobi subvencije in da je subvencija skoraj ta glaven ali pa kar je ta glaven dohodek na kmetija, ne, posebno na hribovska kmetija, ne. Kmetijska politika Evropske unije se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, da bi kmetovalcem pomagala premagovati nove izzive sedanjega časa. Najnovejša reforma, sprejeta leta 2013, se je usmerila v bolj ekološke prakse kmetovanja, širjenje znanja, ustreznejši sistem podpore za kmetovalce ter večjo vlogo kmetovalcev v prehranski verigi. Morda se kmetijstvu in razvoju podeželja vendarle obetajo lepši časi.